Dober dan, dober večer, lepo pozdravljeni, Miha Orešnik, N1, gospod Golob. Imamo v bistvu dve vprašanji in sicer najprej glede zakona, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec oziroma civilna družba. Kdaj, torej še drži, da boste ta zakon podprli, še preden bo formirana nova vlada in ali ga boste morda še kaj spreminjali in drugo, kakšno sodelovanje boste, če ga boste ponudili SDS-u in Novi Sloveniji. Hvala. Torej, jaz sem že pred volitvami napovedal ne samo podporo temu zakonu, ampak da si želim neke vrste koalicije tudi s civilno družbo. Kar pomeni, tako kot se bomo začeli še ta teden pogovarjati z ostalimi, v tem primeru levo-sredinskimi strankami, ki so v parlamentu, se bomo pogovarjali tudi, poudarjam, tudi z levo-sredinskimi strankami, ki niso prišle v parlament, ker imajo marsikateri dober kader za izvršno oblast in jih bomo povabili zraven. Ker kot gibanje verjamemo, da moramo združevati glede na stroko in ne glede na člansko izkaznico. In enako bomo stopili v pogovore, koalicijske, če hočete, s civilno družbo. Zato, da se začnemo takoj pogovarjati o teh konkretnih ukrepih, katere zakone lahko podpremo takoj, katere jih treba še dodelati. Skupaj se bomo o tem odločali. In ne bomo civilne družbe izključevali iz dela politične izvršne oblasti, samo zato, ker jih ni v državnem zboru. Kar se pa tiče, mislim, da ste omenili SDS, pa NSI, ne, zaenkrat jih nimamo na seznamu tistih, s katerimi bi se v kratkem nameravali sestati. Mislim, glede sodelovanja pri določenih projektih, te možnosti doslej niste ravno izključili, zato sem to vprašal. Hvala. Sej še vedno ne izključujem, vendar prioritete so jasne in prva prioriteta ni, da se zdaj ukvarjamo z zakoni, ki pa zahtevajo ustavno večino. Zato bo še čas. Zelo jasno sem napovedal, da se moramo najprej fokusirati na 3 ukrepe. Prvi ukrep je sprememba zakonodaje skupaj s civilno družbo, drugi ukrep je priprava na eventualno ponoven izbruh COVID-a jeseni, to je spremembe na zdravstvenem pa šolskem področju in tretji je priprava na jesensko energetsko draginjo. Ti 3 ukrepi imajo vso prioriteto. Za te 3 ukrepe ne potrebujemo neke široke koalicije, še najmanj pa ne potrebujemo sestankovanja v nedogled z tistimi, ki so v opoziciji.